Vzemi mene, boš vidva, da čava kriva pote. Ne boš se jokala, ko boš se udala, boš dolgo ležala, se zmerom smejala, jaz Vzemi mene. Ne boš se jokala, ko boš se udala, boš dolgo ležala, se zmerom smejala, jaz bom valuval te. Moj cej, le vzemi mene. Vzemi mene, boš vidva, da čava kriva pote. Ne boš se ujela, ko boš me uziva, boš zmerom vasiva in pesmice piva, jaz bom valuval te. Moj cej, le vzemi mene. Ne boš se ujela, ko boš me uziva, boš zmerom vasiva in pesmice piva, jaz bom valuval te. Moj cej, le vzemi mene. Dober dan. A je tudi vas pralo med potjo do Gornje Radgone? No, jaz sem se pred 9 uro pripeljala iz Maribora in je prav močno deževalo, vendar si je sonce pred Radgono že začelo utirati pot. Zakaj? Preprosto zato, ker je danes dan zadružnikov. Vas, spoštovane zadružnice, cenjeni zadružniki. Preprosto zato, ker negujete nekaj, kar je za nas vse zelo pomembno. In morala sem si zapisati, ker je tega več. Pridelujete hrano, poskrbite za poseljeno in obdelano podeželje, imate znanje, sodelujete drug z drugim in zavzeti ste ter negujete zadružne vrednote, kot so poštenost, solidarnost, socialna odgovornost in skrb za druge. In če k temu dodamo še, kadar je potrebno pomoč države, potem so to odlični temelji za dobro slovensko kmetijstvo. In hvala vam za vse to, ker se, drage zadružnike, dragi zadružnice, trudite negovati in zadrževati te vrednote. In to je želelo sonce, naj to seme klije še naprej. Seveda sem vesela, da smem biti tudi jaz delček te družine že kar nekaj let. Moje ime je Ida Baš in bom tudi danes rdeča nit tega dela slovesnosti, v katerem želimo seveda predstaviti vsem našim cenjenim gostom, seveda vsem prijateljem in prijateljicam, zadružnikov in predstavnikom medijev, vse tiste, ki nekoliko odstopate od povprečja. In radi bi vam rekli tudi javno hvala lepa. Seveda pa želim v naši družbi pozdraviti, posebej morda izpostavim, glede na to, da je z nami veliko pomembnih ljudi, vseeno morda izpostavim samo 3, če mi dovolite. Poseben pozdrav morda novemu predsedniku vlade, dr. Cerarju. In tistima, ki sta
kraljici življenjskih tekočin. Mlečno kraljico lepo pozdravljam. In seveda vinsko kraljico. Vsi dobrodošli in druge pozdrave v nadaljevanju. Drage zadružnice, dragi zadružniki, v svojih prizadevanjih ste trdni kot planinsko cvetje. V svojem okolju ste vzgled, v slovenskem spodbuda, v mednarodnem pa dokaz vztrajnosti. In hvala vam za to. Vsem podarjamo šopek nepozabnih pesmi, vendar cvet po cvet. Najprej Planinsko rožo. Stoji v planini vas, tam rajska roža raste, za druge ne zase, za mi cvetenje kras. Cvetlic prepolnje cvit, a ni na njem krasnejše, i meni ni milejše, kot ta planinski cvit. A zdaj mi v tujem sveti, oko po njej rosi, ochrani Bog te v cveti, planinska roža ti. Ochrani Bog te v cveti, planinska roža ti. Ochrani Bog te v cveti, planinska roža ti. A zdaj se v tujem sveti, oko po njej rosi, ochrani Bog te v cveti, planinska roža ti. Ochrani Bog te v cveti, planinska roža ti. Ochrani Bog te v cveti, planinska roža ti. Obrtniški pevski zbor Pavza iz Selnice ob Dravi vodi gospod Gregor Zavec, ohranjajo slovensko pesem in kulturo, gostujejo doma in na tujem. Leta 1982 je vzniknil zbor. Danes 21 pevcev druži prijateljstvo, marljivo delo in veselje do ubranega petja, torej enako kot zadružnike. Verjetno tudi pojete, kdaj domnevam. Še jih bomo slišali. Zdaj pa se posvetimo letošnjemu sloganu Zadruge za podeželje. Seveda je zelo pomemben za vlogo zadrug za slovensko podeželje in tako zdaj v tem govornem delu najprej vabim k pozdravnim razmišljanjem predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Vriska. Spoštovani, kadar doma praznujemo rojstni dan ali pa god ali pa kako lepo obletnico, povabimo sorodnike, prijatelje, sosede, znance in smo veseli, če pridejo. Smo kar žalostni, če smo koga povabili, pa da ga ni. In seveda jih lepo pozdravimo in tako tudi jaz danes sem vsakega od vas in pa vseh vas skupaj izredno vesel, da ste se odzvali našemu vabilu in tako kot že druga leta tudi v tako velikem številu prišli sem kaj. Prepričan sem, če bi bila dvorana veliko večja, da bi bila tudi verjetno polna in lepo vas se vidi tako in res spoštovani, lep pozdrav vsem skupaj.
Seveda pa danes je toliko pomembnih gostov, da sem si mogel posebej pripraviti, da ne bi koga izpustil za pozdrav, to je pomembno. Če glih včasih kdo predolgo pozdravlja, pa našteva je mogoče malo dolgovezno, spomnim se, mi smo zelo veliko in še sodelujemo tudi z avstrijskimi nevladnimi organizacijami in tam, ko prideš na neko prireditev, to je dolgo pozdravljanje, ne? Od vojaških osebnosti, pa od župnika, pa tega, pa onga, ampak vidiš, da to ima nek pomen. To je spoštovanje do tistega, ki je prišel in zato mi dovolite, no, da danes tudi jaz se pozdravil, sem mogoče malo daljši. No, najprej pa seveda moram povedati, da je danes za nami gost, ki je bil z nami že lansko leto. Sej mu je bil všeč, med nami se je zelo lepo počutil, verjetno se spomnite, tudi tukaj v prvi vrsti je sedel in tudi letos je z nami, povabili smo ga, brez pomisleka se je odzval našemu vabilo, vendar je danes kljub temu, da je zdaj izjemno zaseden. Je predsednik zmagovite stranke na zadnjih parlamentarnih volitvah, mandatar za sestavo nove vlade in seveda ga tukaj prav lepo pozdravljam, spoštovani dr. Miro Cerar. Še enkrat en aplavz, Miro. Še enkrat stani, da te vidim, mislim, da ne bo odveč. Nadalje so z nami tudi drugi visoki gostje, gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Mitja, lep pozdrav. Z nami je tudi poslanka Evropskega parlamenta, gospa Tanja Fajon. Lep pozdrav. Z nami je evropski poslanec in pa predsednik Slovenske ljudske stranke, Franc Bogovič. Z nami je potem tudi, ja da ne pozabim, gospa Iva Dimic, predsednica odbora za kmetijstvo, včeraj imenovana, če se prav spomnim, odbora za kmetijstvo Državnega zbora in jo tudi lepo pozdravljam. Z nami je magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo okolje, ki smo z njim že kar nekaj let lepo sodelovali, zdaj slišimo, da bo tudi naprej še in se veselimo tega sodelovanja. Minister, lep pozdrav. Z nami so tudi poslanci Državnega zbora, tu bi še posebej izpostavil tudi gospod Ljudmilo Novak, ki je tudi predsednica Nove Slovenije in tudi poslanka, njo lepo pozdravljam in pa tudi njene kolege poslance in poslanke tukaj prisotne. Lep pozdrav tudi predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Cvetku Zupančiču. Z nami je predsednica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Anka Miklavič-Lipušček. Potem so z nami tukaj naši prijatelji predsedniki zadružnih zvez iz nekaterih balkanskih držav, še posebej bi pozdravil Radeta Jovanova iz Vojvodine in pa Nikolo Mihajloviča z Beograda. Lep pozdrav tudi vinski kraljici in mlečni kraljici, ki so bile že prej pozdravljene. In pa seveda vidimo, da je tudi veliko novinarjev danes tukaj. Pomembno je, vedno se mi zdi, da če se mi sami nekaj pogovarjamo, pa če to ne pride v javnost, potem tisti namen ni bil dosežen in danes je res veliko novinarjev tukaj in jaz sem prepričan, da bodo ta dogajanja tudi ponesli širom Slovenije, tudi med tiste, ki se sicer ne ukvarjajo s kmetijstvom in tudi lepo pozdravljeni in pa seveda predsednika uprave Sejma Janeza Erjavca, in pa še veliko drugih je še, predstavnike sindikatov, predsednik sindikata kmetov je tukaj z nami in še veliko drugih, tako da zdaj mislim, da so bil pri svojem pozdravnem nagovoru dovolj dolg. Skratka, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Prej bilo že omenjeno, letos je mednarodno leto družinskih kmetij. O tem smo že v soboto na otvoritvi sejma nekaj povedali. Pod pojmom družinska kmetija seveda si vsak nekaj po svojega predstavlja. Zdaj, ko smo ta leta se pogajali v Bruslu to, kakšna bo finančna perspektiva do 2020, smo imeli veliko takšnih terminov, kaj je aktivna kmetija, kaj je mala kmetija, kaj je družinska kmetija. In v slovenski javnosti mislim, da je ena taka idealizirana slika, da je družinska kmetija pač neka družina, kjer lepo, lagodno ljudje živijo, nekje v idili, podeželski, kar je tudi res. Vendar pa je družinska kmetija to, da več generacij skupaj živi,
obdeluje kmetijo, ker morajo tudi že otroci trdo delati in prispevati k temu, kaj se dogaja na kmetiji, ker tudi stari starši pomagajo in nekako sodelujejo. In seveda luksuza na takšni kmetiji ni. To niso velike kmetije, ker je bila neka ogromna industrijska proizvodnja in te kmetije so običajno bolj male. Tu gre tudi za neko pomoč in pa za neko sodelovanje med generacijami. Tukaj otroci vidijo, kako mi kot srednja generacija skrbimo za stare starše. Stare starši pazijo na otroka in jih vzgajajo. In to je tisto, kar mislim, da bi moralo v naši družbi biti nekako tista usmeritev, da te družinske kmetije tudi vzdržujemo. Je pa seveda treba vedeti, da takšne male kmetije rabijo tudi neko finančno spodbudo. Včasih so določene kritike, češ kmetje dobivajo subvencije, kaj pa ostali, vendar je treba vedeti, da bi hrana brez teh finančnih spodbud bila bistveno dražja in seveda moramo to tudi naprej podpirati. Tudi evropska kmetijska politika podpira to, da se proizvodnja hrane sofinancira. Slovenija, ki je pretežno povprečna kmetija 6-7 hektarjev velika, pogoji kmetovanja so zelo problematični, kraški svet, hribi, planine, seveda te podpore dejansko potrebujemo. No in ta družinska kmetija mora preživeti in moramo tako na evropski ravni, kot tudi na slovenski ravni napraviti vse, da takšna kmetija dejansko tudi preživi. Če se dotaknemo te zadružne problematike v tem zadnjem, bi rekel, obdobju, lahko rečemo, da smo lahko relativno zadovoljni, da skupni promet v zadrugah narašča, tudi skupno premoženje narašča. V zadrugah nismo imeli nobenih tajkunskih zgodb, zato je to področje nekako stabilno. Seveda je pa treba iz leta v leto trdo delati in trdo vlagati in sodelovati. Moram poudariti to, da se mi zdi prav, da nevladne organizacije zadnja leta lepo sodelujemo. Zdi se mi prav, da tudi dobro sodelujemo tudi z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in tudi z strukturo na tem ministrstvu. To se mi zdi izjemnega pomena. Poudariti moram to, da kmetijstvo ohranja ogromno število delovnih mest, 3000 zaposlenih v zadrugah, nekje 16 000 članov v zadrugah, še 3-krat toliko kmetij z zadrugami dejansko sodeluje. Tako da to članstvo ohranjamo stabilno in pa tudi, če pogledamo v tem globalnem času, smo zadruge edine, ki smo nekako ohranjale to poseljenost podeželja. Zadruge nismo zapirale teh trgovin na podeželju, naša deželna banka ni zapirala poslovalnic, kot so to delale druge banke. Tudi lansko leto smo preko banke tudi prevzeli nadzor tudi nad Cemenarno Ljubljana, ki so jo tuji lastniki dejansko spravili na kolena. Tudi tam se bomo trudili, da napravimo nekaj za podeželje in to se mi zdi so vse tiste poteze, ki kažejo, da zadružništvo je zdravi del tega prostora tukaj v tej Sloveniji in da je na tem potrebno tudi graditi. Seveda, večina zadrug pri nas so kmetijske in pa gozdarske zadruge. Jaz bi želel, da bi nova vlada nekako tudi podpirala tudi za primerno zakonodajo, tudi ustanavljanje zadrug na drugih področjih. Trdim namreč, da je z podporo zadrugam lahko država na najcenejši način rešuje socialo na podeželju. In to se mi zdi, da bi bilo prav, da se podobno kot imajo tudi v razvitih evropskih državah, tudi pri nas nekako še bolj spodbuja. Poudariti moram tukaj, da seveda malo nas skrbi, da bi prišle kakšne nove obdavčitve. Glejte, mi ne želimo, ne zahtevamo nič nemogočega, ampak v kmetijstvu smo prišli do neke točke, ko dejansko več rezerv ni in kakršnakoli dodatna obdavčitev bi kmetijstvo hudo prizadela. Zato res jaz računam, da na tem področju ne bo nekih dodatnih obremenitev, ker na drugi strani mislim, da to naše zadružništvo, kmetijstvo daje res veliko enih pozitivnih učinkov. Nasprotno, želeli bi, da bi tudi zadruge bile deležne določenih podpor. Glejte, vsi veste, da so mnoga podjetja v tej naši državi dobila res veliko državnih pomoči. Res je, da ko je podjetje v težavah, takrat prosi in politika tako odreče, da ne bi dali denarja. Nažalost je bilo pa tako, da torej tistim zdravim, ki bi lahko delali razvoj, se ni dalo, tisti, ki so bili, bi rekel, tik na koncu preživetja, se je dalo velike denarje in večina teh podjetij je propadla. Tukaj mislim, da je potrebno reči bob, da vsaka vlada, vsako ministrstvo ima strokovnjake, ki lahko ocenijo, kdo je tisti, ki je sposoben preživeti. Nismo v situaciji, ko bi si lahko kot država privoščili, da financiramo neke projekte, ki niso
perspektivni in to je tudi eno področje, ki mislim, da čaka izziv za novo vlado, da bo znala ocenjevati, kam je primerno in kam ni primerno vlagati. Zdaj, v zadnjem času je bilo veliko razprave o lastništvu največjega trgovca, celo bile so ideje, kako bi naj Mercator šel v zadružno lastništvo. Moram spomniti, 15 let nazaj, kako leto sem ali tja, smo na Zadružni zvezi predlagali, da bi Mercator takrat, ki je imel v svojem sklopu tudi kar neko število zadrug in pa tudi živilskih podjetij, da bi se zadružno lastnine, ampak to je bilo takrat smešno. Kaj boste vi zadruge, to je nekaj zastarelega, to bo vse propadlo. Ne? 14 dni pred dejansko prodajo je bilo prepozno. Ne? In bilo bi možno, Migros, največja trgovska veriga v Švici, s 25 milijardami letnega prometa je zadružna. In odlično dela, če kdo bi tam je to lahko videl, tako da to so vzori, kar bi lahko, ampak kar je zamujeno, nazaj ne moramo popravljati, ampak pri potezah za naprej pa moramo to zgodovino pa te zadeve tudi dejansko poznati. Sicer pa moram reči, da kot zadruge z trgovci smo vzpostavili neko sodelovanje, to je tudi ministrstvo, tudi minister Dejan Židan veliko pripomogel, da smo okoli teh verig napravili neke poteze, podpisali lansko leto dogovore z Mercatorjem pa z Tušem, da dejansko slovenska zelenjava najde pot na te slovenske police. Tudi dogovarjanje je, lahko rečemo, dokaj korektno, saj so težave, svet je globalen, pač roba prihaja tudi od zunaj. Vesel sem pa to, da je v tem času slovenski potrošnik dojel, da išče slovensko blago. Mi moramo seveda vedeti, moramo imeti kvaliteto, moramo imeti primerno ceno, ampak do zdaj lahko rečem v vseh letih, kar v kmetijstvu delujem, tako pozitivnega odnosa do doma pridelane hrane še ni bilo. Ne? Kar pa se ne pomeni, da problemov ne bo, vidimo, da kriza se poglablja, izhoda jaz kar malo še ne vidim, plače so nizke, brezposelnost je velika in seveda ljudje potem iščejo, kako bi se pač znašli s tisto plačo ali pa s tistimi dohodki, kot jih tudi imajo. Mogoče par besed glede problematika lesa. Vi veste, da smo bili, kar se tega tiče, pred 20 leti res nekako ogromno delovnih mest je bilo, danes vidimo, kje smo, spet ne bi pogrebal zgodovine, ampak če bi takrat, ko smo tudi zadruge želeli lastniniti kakšno podjetje lesne branže, bi bila situacija verjetno drugačna. Če gledamo, kar smo lastninile zadruge, večino tega je ostalo. Ne 100%, ampak velika večina je ostala. Velika podjetja, velike blagovne znamke, ki so privatizirali, ne vem, da spet uporabim ta izraz, ne vem, tajkuni ali kakorkoli, vidimo, kaj je šlo z MIP-om in tako naprej, je propadlo, pa so bile velike blagovne znamke, ali pa je šlo v tuje lastništvo. Danes sicer kdo pravi, lej, sej kapital kroži, globalni trg, češ, lastništvo ni važno, je važno. Vsak kmet, vsak od nas danes tule ve, če nisem lastnik na svoji kmetiji, potem jutri pride lastnik in bo rekel, veš kaj, ne boš več tukaj. Ne? In to je držalo slovenski narod tukaj, 2-milijonski narod med veliko večjimi narodi, 1000 let, da smo tukaj, da imamo svoj jezik in hvala Bogu tudi svojo državo, ki se pa še marsikdo mogoče premalo zaveda, kaj to pomeni. So narodi 10-milijonski po svetu, pa nimajo svoje države. Ne? In kmetijstvo je tisto, upam si reči, da smo kmeti tisti, ki res smo trden temelj. Ne da zdaj bom rekel, da drugi so manj vredni, davč od tega, ne? Ampak ker smo danes tukaj, sejem Radgona, kmet je tukaj, vrhovi slovenske politike so tukaj, mislim, da je prav kot predsednik Zadružne zveze, da to pač tukaj tudi poudarim. Torej, marsikaj je bilo v tem času postorjenega, jaz mislim, da tudi ta pogajanja do Bruslja glede finančnih sredstev, da so bila relativno ugodna, tudi magister Dejan Židan se je zelo trudil tukaj, mi smo po nevladni liniji tudi v okviru Kope Kodžeke, lahko bi bilo veliko slabše, dali so nam bistveno slabšo štartno pozicijo, morate vedeti, da Slovenija je daleč nad vsemi ostalimi novimi članicami Evropske unije in Latvija, Litva, Estonija so 2 do 3-krat nižje kot Slovenija. In je bilo zelo težko zagovarjati med kmeti, ko sem bil. Torej, zakaj imate vi toliko, mi pa toliko? Ne? Bili smo uspešni, smo nekako izpogajali, vse problemi pa bodo. Vidimo zdaj, embargo Rusije se bo verjetno poznal tudi pri nas tukaj in bo verjetno tudi določene težave, ampak jaz mislim, da v okviru zadrug bomo to zmogli tudi nekako premagati. Skratka, veliko bi še bilo zapovedati, ampak imamo še tu visoke govornike, ki bomo z zanimanjem tudi poslušali. Jaz nagrajencem čestitam torej za današnja priznanja.
veliko ste pripomogli k temu našemu zadružništvu in seveda želim danes en lep dan tukaj, potem ste pa vsi povabljeni v halo B, ko pridete noter, pol hale nekako, bi rekel, lahko rečem, zadružni, seminarna, kmečki glas, deželna banka, zadružna zveza, potem so naše največje zadruge naprej, pa kmetijsko-gozdarska zbornica na sredini, ker nas bo predsednik Cveto Zupančič tudi pozdravil, tako da en lep dan želim vsem skupaj in hvala lepa. Hvala tudi vam. Danes gradimo naš skupni jutri, je še en od sloganov Zadružne zveze in verjamem, da ga podpirate tudi vi, gospod minister za kmetijstvo in okolje, magister Dejan Židan. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, dovolite en lep pozdrav v imenu Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Moj odnos do zadružništva poznate. Ga podpiram, pa ne zato, ker vas imam rad ali pa ne, ampak se zavedam, kakšna je zgodovina za vami. Zavedam se, kako so družbeno odgovorna podjetja in to je značilni primer družbene odgovornosti stabilna, da delujejo takrat, ko so dobri časi in delujejo tudi takrat, ko so težki časi in se veselim razvoja, ki ga vidim pred vami. Tudi tega se zavedam, da na marsikaterem delu Slovenije imajo ljudje dostop do trgovin in tudi do dela samo zato, ker zadružni sistem je vztrajal, ko je marsikdo drugi omagal, šel drugam ali enostavno propadel. Strinjam se s tem, kar je povedal vaš predsednik, da izhodišča za 2014-2020, to je novo kmetijsko politiko, temu se reče reforma, so bila enostavno zelo težka. Ko smo videli prve izračune in smo sedeli v eni sobi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tako se takrat imenovalo, pravijo, da se bo tudi v bodoče tako imenovalo, smo člani sveta za kmetijstvo in podeželje, enostavno bilo nam je težko. Gledali smo te številke, nismo vedeli, kaj naj naredimo. In smo nekaj naredili in to bi mogoče bil tudi uspešen recept za tudi vse ostale težave, ki jih lahko v Sloveniji imamo. Povedali smo si, da moramo biti enotni, da moramo dogovoriti, kaj je poglavitni interes nas, ki smo odgovorni, ne samo za kmetijstvo in prehrano. Mi smo odgovorni za podeželje. Na podeželju živi 50% naših državljank in državljanov. Dogovorili smo se, da moramo skupaj oblikovati 3 ali 4 prioritete. Dogovorili smo se, da lahko prepir poteka samo v zaprti sobi in takrat so srečanja trajala tudi do 11. zvečer, ko pridemo v eni sobe, bomo pa enotni. Pa ne zaradi Slovenije v Sloveniji, ampak zato, ker smo potrebovali zelo dobra in enotna pogajalska izhodišča v Bruslju. In jaz mislim, da vsak od nas je svojo nalogo opravil, politika je bila enotna, ni bilo pomembno, kdo je bil minister, bili smo enotni, ni bilo pomembno, iz katere politične stranke kdo prihaja, bili smo enotni za stroko in nevladnimi organizacijami. In uspeh je velik. Mi imamo sedaj na razpolago za neposredne plačila 950 milijonov evrov za obdobje 7 let, v celoti je to denar iz evropske blagajne, mi imamo za program razvoja podeželja 1,1 milijarde, 75% tega denarja je iz evropske blagajne in to je veliki denar. Ne bo tako, kot je bilo do sedaj. Reforma je dejansko reforma. Reforma pomeni, da se nekatere stvari spremenjajo in če smo pozitivni, gledamo na to kot na nove priložnosti. Kot na nove priložnosti za male kmetije, kot na nove priložnosti za mlade kmete, kot nove priložnosti za dvig samooskrbe tam, kjer nam je najtežje. Nobenega razloga ni, da imamo v Sloveniji samooskrbo z vrtninami 30 do 40%. Nevarno je, če imamo samooskrbo z krušnimi žiti 55%. In vse moramo narediti, da stabilno proizvodnjo surovega mleka, ki je večja, kakor potrebujemo, ohranimo. Zato, ker surovo mleko, proizvodnja surovega mleka daje najbolj kvalitetna delovna mesta v kmetijstvu. In takšne ukrepe smo izpogajali. Torej, naslednje leto smo začeli v praksi prilagajati novi kmetijski reformi. Tukaj seveda zelo veliko pričakujem od svetovalne službe. Mi smo ena redkih držav, ki smo uspeli ohraniti svetovalno službo v kmetijstvu kot javno dobrino.
In verjamete mi, to, da je javna dobrina kmetijska svetovalna služba, nam bo omogočilo podobno kot leta 2006, da se bomo lažje pripravili na novo kmetijsko politiko. Mi imamo delujoči zadružni sistem. Zadružni sistem ne more biti vam na razpolago samo takrat, ko imate od njega korist. Noben sistem ne preživi na ta način. Z zadružnim sistemom je treba sodelovati, ko je dobro, poprečno in težko. Enkrat sem vam že govoril, ko je bil na obisku v Sloveniji predsednik švicarskega parlamenta, ki je tudi predsednik kmeticov v Švici, ni pa več lastnik kmetije, to je moral prepisati na ženo zaradi njihove zakonodaje. Ko mi je to govoril, ni izgledal najbolj srečen. Ampak vprašal sem ga, in to anekdoto vam želim povedati, ko mi je razlagal, kako vsi kmetje pri njih sodelujejo z njihovim poslovnim sistemom. In seveda enostavno vprašanje je bilo takšno. Kaj, če prije do kakšnega upada, da zaradi česarkoli na trgu se kje pojavi boljši kupec ali boljši prodajalec? Gospod ni razumel, kaj sem ga vprašal. Sploh ni razumel, da obstaja možnost, da potem kdo začasno izstopi iz njihovega zadružnega sistema in se skuša čez 2 meseca vrniti. Tega o tem ne razmišljajo in zato so stabilne. Tudi če pogledate najboljše delujoče zadruge v Sloveniji, najboljše delujejo tiste, kjer je visoka lojalnost. Lastniki zadrug so lojalni do svoje zadruge in zadruga je lojalna do svojih kmetov, ko jim je težko. In jaz verjamem, da bo razvoj slovenskega zadružništva šel v to smer naprej. V celoti verjamem, da je ena od prioritet Slovenije prehranska varnost. Strašno me boli, ko razlagajo, kaj so državotvorni resorji in vedno znova spustijo sektor prehrana, pa je po mojem mnenju najbolj državotvorni resor v tej državi in me veseli, ko vidim, kako se je odnos do slovenske hrane in do pridelovalca, do slovenske kmetice in do kmeta v zadnjih 5 letih spremenil na boljše. Vabim vas, da skupaj ta trend, ki se je začel obračati v pravo smer, nadaljujemo in veselim se dela z vami. Hvala. Hvala tudi vam. Še en slogan, ki nas vse nagovarja. Zadružništvo je partnerstvo za prihodnost, kar izhaja tudi iz tega, kar smo slišali zdaj. Tradicionalno nas nagovori tudi vsak predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Bervar, izvolite. Spoštovane udeleženke in udeleženci letošnjega osrednje zadružnega druženja, spoštovani gostje, državni svetnik in pa seveda tudi predsednik Zadružne zveze, gospod Peter Vrisk, cenjeni visoki gostje, spoštovani gospod mandatar, dr. Miro Cerar, gospod minister, magister Dejan Židan, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in tudi državni svetnik Cvetko Zupančič in pa seveda tudi lep pozdrav evropski poslanki gospe Fajonovi in pa gospodu Bogoviču in pa vsem poslankam in poslancem državnega zbora, predvsem pa spoštovanim zadružnicam in zadružnikom. Veliko čast mi je, da vas lahko seveda danes tudi ponovno pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem lastnem imenu. Vesel sem, da je leto naokoli in da se lahko ponovno srečujemo na Radgonskem sejmu, tukaj z vami, dragi zadružniki. In skoraj bi lahko rekel, da v isti zasedbi, čeprav so danes tukaj nekateri spoštovani gostje v povsem drugačni funkciji kot lansko leto. Narava ne počiva in soglasju z njo seveda tudi zadružniki trdo delate skozi celotno leto. Zato naj vam uvodoma iskreno čestitam, še posebej pa seveda vsem letošnjim prejemnikom priznanj za izjemne prispevke v razvoju zadružništva. Vsako leto so med nagrajenci tudi stoletniki. Letos je to seveda kmetijska zadruga Vipava, ki uspešno povezuje vipavske kmete častitljivih 120 let. Visoka obletnica potrjuje trdoživost zadružnega povezovanja. To je v naših tleh preživelo že 4 države.
Leta 1873 je bil namreč sprejet prvi zakon o zadružništvu in zadružniki se upravičeno lahko pohvalite, da imate kot socialni podjetniki najdaljšo tradicijo delovanja. Zadružništvo se je torej izkazalo kot učinkovit odgovor na hudo gospodarsko, finančno in lahko rečemo tudi moralno krizo. Zadruge pa imate tudi pomembno in posebno vlogo v času globalizacije. Že v samem izhodišču so bolj kot k dobičku usmerjene k koristi svojih članov in širše družbene skupnosti. Zato pomenijo priložnost in bolj demokratičen gospodarski in pa družbeni razvoj. Ker ste zadružniki, lastniki, upravljavci in poslovni partnerji obenem, ste v svojih poslovnih odločitvah bistveno bolj odgovornejši in preudarnejši. Zadružni sistem se kaže kot pozitiven dejavnik gospodarskega razvoja podeželja. Vizija kmetijskega razvoja naše države mora biti zato usmerjena v močne in uspešne zadruge. Zadružništvo in lokalna samooskrba bi lahko ob tesnejši povezavi postala velik razvojni potencial našega trajnostnega razvoja, ki mu v Državnem svetu Republike Slovenije posvečamo posebno pozornost. Zato smo v zadnjem letu izvedli veliko število javnih posvetov na temo trajnostnega razvoja. Zavedamo se namreč, da le sistemski in celovit razvoj Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja lahko pripomore k rešitvi naše krize. Iskanje rešitev moramo, po mojem trdnem prepričanju, razumeti kot izziv oziroma priložnost, ki se jim moramo posvetiti skupaj, v dogovoru, v tvornem sodelovanju ter medsebojnem razumevanju. Državni svet si vse skozi prizadeva, da so v zakonodajnem procesu stanovska stališča kmetov in zadružnikov slišana, argumentirana in upoštevana. Oba tukaj prisotna državna svetnika, gospod Peter Vrisk in gospod Cvetko Zupančič, imata zelo veliko zaslug za to, da je aktualna zakonodaja naklonjena nadaljnjemu razvoju zadružništva tudi v Državnem svetu. Spoštovane zadružnice in zadružniki, spoštovani gostje. Za vsako organizacijo je ključen aktiven in predan posameznik. Zato naj še enkrat iskreno čestitam vsem zadružnikom, še posebej pa današnjim nagrajencem. Prav tako čestitam Zadružni zvezi Slovenije in njenemu vodstvu na čelu s predsednikom Zadružne zveze gospodom Petrom Vriskom za dosedanje uspešno vodenje, vsem prisotnim pa seveda želim prijeten, družaben sejemski dogodek. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Zadružništvo je tim dobrih sodelavcev, posameznikov s svojimi fizičnimi zmogljivostmi in intelektualno lastnino, kar je dokaj fiksno in neprenosljivo. Zato pa je potrebno sodelovanje z drugimi igralci na trgu. In tako je moč skupnimi močmi izboljšati fiksne zmogljivosti in izrabiti tisto, kar že imamo, s tem pa si dolgoročno zagotavljamo uspeh. To je še ena misel iz zbornika Zadružne zveze. Še več misli pa bo zdaj z nami delil govornik, ki je ta ponedeljek zelo delovno proslavil svoj rojstni dan. Iskrene čestitke, gospod Cerar. Seveda pa z dobrimi željami in velikimi pričakovanji, to pa tako veste, smo sprejeli tudi to, da ste postali novi mandatar in seveda zdaj čestitke tudi za to in prijazno povabljeni k besedi. Spoštovani gostitelji in visoki gostje, spoštovane zadružnice in zadružniki, ostali gostje, predstavniki medijev. Lepo vas pozdravljam in res sem hvaležen, da sem tudi letos tukaj lahko z vami na tem izjemnem sejmu, ki dokazuje, kako pravzaprav Slovenci tam, kjer hočemo, resnično zmoremo. Hvala tudi pevskemu zboru za lepe pesmi in takoj bi tudi rekel vse čestitke nagrajencem,
za njihovo požrtvovalno uspešno delo. Vrednote zadružništva in tudi praksa zadružništva nas spominja in vnaša v našo družbo tisto lastnost ali vrlino, ki smo jo na nek način v preveliki meri pozabili ali morda odrinili na stran. To je tisto, čemu rečemo skupnostna zavest, solidarnost, zavezanost sočloveku. Namreč to sodelovanje, ta povezanost, ki jo pravzaprav zadružništvo jemlje kot izhodišče svojega delovanja, pogrešam na mnogih drugih področjih v naši družbi in državi. Menim, da je tudi to eden od razlogov, zakaj smo pravzaprav dovolili, da pademo tako globoko v krizo. Hkrati pa je ravno obujanje te skupnostne zavesti, te zavezanosti nekim skupnostnim vrednotam, drug drugemu, človek človeku, ne nazadnje, tisto, kar nas bo po mojem iz te krize tudi pripeljalo. Iz te krize ne bomo prišli zato, ker bomo imeli boljšo vlado, morda boljše pravosodje, morda boljše ministre, policijo ali pa, ne vem, boljše gospodarstvo ali kaj drugega. Iz te krize bomo prišli samo zato in samo takrat, ko bomo vsi skupaj dojeli, da moramo v tej družbi spet bolje sodelovati in spoštovati drug drugega. Spoštovanje pa pomeni tudi to, da seveda cenimo dobro, kar drugi počnejo, da znamo na kulturen in spodoben način ovrednotiti tudi slabo in iskati poti slabega in da zato, ker smo taki, ker se spoštujemo, ne krademo drug drugemu, ne lažemo drug drugemu, ne manipuliramo z drug drugim, ampak težimo k temu, da bi sedanjim in boljšim generacijam, tako kot je bilo lepo povedano, zagotovili nek trajnostni razvoj, neko spodobno, normalno življenje. Mislim, da je ravno zadružništvo na podlagi vsega tega, kar je bilo ravno kar povedano, vseh vrednot, vsega tega zavzetega delovanja, lahko vzor, kot sem rekel, celotni družbi, pa tudi ne nazadnje naši politiki, ki bo tudi morala vzpostaviti kar nekaj vidikov te zadružne mentalitete, če bo hotela biti dober zgled in povesti našo državo na pot iz krize. Jaz sem prepričan, da nam bo to seveda uspelo, tako kot sem tudi prepričan, da imamo zdaj tisto ključno možnost, da pokažemo in dokažemo, da zmoremo sami kakovostno upravljati našo državo in družbo in da zato torej ne potrebujemo nekoga od zunaj. Če nam zdaj ne bo uspelo, ko smo v tako prelomnem trenutku, ko je pravzaprav država v težki situaciji, ko je v družbi težko, ko je veliko ljudi pod pragom revščine, ko je veliko nezaposlenih, kot je bilo rečeno, in ko se pravzaprav večina državljank in državljanom bori vsakodnevno, da bo sebi in svojim otrokom zagotovila neko spodobno življenje. Torej, če zdaj ne prevlada ta mentaliteta, o kateri govorim, ki jo na nek način, kot sem rekel, zelo dobro izraža tudi zadružništvo, potem seveda pa ne moremo tako naprej. Zelo pomembno se mi zdi omeniti delo. Delo je ena od vrednot, ki smo jo v naši družbi nekoliko tudi pozabili, zanemarili. Mnogi celo morda na to gledajo z nekim prikritim prezirom, češ, treba je na hitro uspeti, merilo uspeha je materialno bogatstvo in to naj bi bilo vse. Ni res, družba je lahko zdrava in uspešna in trajnostno naravnana samo, če napreduje tako, da pravzaprav vsi z nekim poštenim, resnim, zavzetim delom ustvarjamo tisto novo vrednost, ki je dobra, ki je koristna nam in drugim. Enostavno na nobenem področju ne gre brez dela in to je bilo tudi poudarjeno v zelo, bi rekel, zanimivih in dobrih govorih mojih predhodnikov. In jaz res mislim, da moramo to zavest širiti tudi med mladimi, ne jim vcepljati nekih iluzij o tem, da lahko družba uspeva brez trdega dela, brez trdega prizadevanja in seveda tudi vsega tega, kar pojem delo zajema. Delo je tudi učenje,
delo je tudi prizadevanje po pomoči drugim, solidarno, vse to je delo. Ampak to, da nekaj delaš, ti prinese tudi kaj? Neko seveda zadovoljstvo, nek zaslužen počitek in če k temu dodamo še tisto, da ne smemo, kot sem rekel, manipulirati z drugimi, krasti tej družbi in nam samim, potem je to pot do uspeha. Slišal sem dobro, kaj je rekel predsednik Zadružne zveze, da zadružništvo potrebuje tudi državo. Seveda, država je tukaj zato, da ustvarja politiko, seveda v sodelovanju s civilno družbo, sodelovanju z akterji v državi, posamezniki tudi, če je treba, da potem to politiko uokviri v nekih zakonih, torej da se zaveže k pravni državi, v okviru katere je treba delovati in da jo potem izvaja. In naša država je tudi tukaj v teh pogledih marsikje doslej padla na izpitu, tako na vrednostnem kot na funkcionalnem. Seveda pa so bili tudi veliki uspehi in te uspehe od osamosvojitve dalje nam samo dokazujemo, da, kot sem rekel, če hočemo, zmoremo. In jaz sem prepričan, da bomo v prihodnje to ponovno dokazali. Ampak zato moramo najprej našo državo začeti spoštovati. Videti v njej nekoga, ki lahko da tudi zgled, ki bo tudi sam delal za to domovino in za vse vas, državljanke in državljane, za vse nas pravzaprav in za prihodne generacije. In to je ta moja naloga, ki sem jo zdaj prevzel, ki sem si jo zadal skupaj z somišljeniki in vsemi, ki se zdaj z nami povezujejo in upam, da bo ta duh se pravzaprav kmalu širil tudi naprej. Ampak to je naloga nove vlade, ki jo zdaj intenzivno sestavljam, to je naloga parlamenta in drugih državnih institucij. Če tam ne bomo ustvarili več zaupanja vas vseh državljank in državljanov, potem seveda ne bo šlo. In zato si bom po vsem svojem znanju in moči prizadeval. Država bo seveda spodbujala tudi zadružništvo, tako na področju kmetijstva, gozdarstva, kot v vseh drugih oblikah in na vseh drugih področjih, kjer je to že zakonodaja predvidela. Kajti ta model je pomemben. Seveda so v družbi tudi drugi modeli gospodarjanja, povezovanja in tudi to je treba upoštevati. Treba je ustvariti pravo ravnovesje med individualizmom, ki osvobaja posameznika, ki mu daje človekove pravice, svobodo mišljenja, verovanja, nastopanja v javnosti, združevanja in tako naprej. Pa tudi na drugih področjih mora biti svoboden v podjetniški pobudi in tako dalje. Ampak to je treba, kot sem rekel, uravnotežiti za neko zavestjo o skupnosti, o solidarnosti, o povezanosti. In to je tisto, o čemer sem govoril na začetku in tukaj vidim zadružništvo kot dober zgled, ki ga velja posnemati. Izzivi so veliki. Vemo, da se dogaja tako imenovani ruski embargo, vemo, da ob težki situaciji je še to neka nevarnost ali težava, ki preti kmetijstvu, prehrambeni industriji in drugim dejavnostim, gospodarstvu nasploh. Vemo, da situacija tako ali drugače zaradi krize ni enostavna. To še posebej zdaj ugotavljam na ravni javnih financ, kjer se tudi kažejo zelo veliki problemi. Ampak kljub temu si bom prizadeval, da bo država na vse možne načine, kjer je to prav in kjer je to javno finančno in sicer vzdržno, imela razumevanje in pokazala tudi voljo, da pomaga zadružništvu, tudi pomagala, seveda pa po tistih merilih, ki bodo spodbujali dobro in seveda zavračali slabo. Zavedam se pomena samooskrbe, zagotovo si bomo prizadevali tudi v tej vladi, da spodbujamo procese, ki vodijo v čim večjo zmožnost samooskrbe s hrano, čim večjo zmožnost razvijanja, nadaljnjega razvijanja partnerskega odnosa vzdolž prehrambene, pa tudi vzdolž gozdno-lesne verige. Menim, da je tudi lesna industrija, lesno-predelovalna industrija naša velika prihodnost. Verjamem v to, da tudi naše bogatstvo gozda, ki ga seveda moramo ohranjati, moramo hkrati izkoristiti mnogo bolje, kot smo ga do zdaj. In verjamem v slovenske kmete, verjamem v to, da je slovenska zemlja, kot je bilo rečeno, za Slovence izjemnega pomena. In zato verjamem, da je treba, kot rečeno, na teh področjih
tudi pomagati strani države. Treba je spodbujati tudi nek razvoj, seveda v smeri, da mladi prevzemajo kmetije, da se tradicija nadaljuje, da gremo naprej. In za konec bi dejal samo še to, da ne ponavljam vseh besed, ki so jih že moji trije predgovorniki to podali in se z vsemi pravzaprav strinjam. Slovenija je majhna po površini, če jo gledamo kot državo, in tudi verjetno relativno majhna po številu prebivalstva. Ampak kot smo že velikokrat v zgodovini dokazali in zato smo danes tukaj, zato imamo svojo državo, zato smo članica Slovenija kot država številnih mednarodnih institucij, smo lahko zelo veliki v duhu. Veliki smo lahko v dejanjih, vse je v naših glavah in srcih. In jaz mislim, da nam ta majhnost po teritorijem prebivalstva omogoča tudi številne stvari, ki jih drugi narodi ali države nimajo. Lahko smo bolj inovativni, lahko smo bolj okretni, hitri v spremembah. In če temu dodamo še vso tisto pamet, ki jo premoremo, in vso tisto srčnost, ki jo zelo pogosto izkazujemo za veliko solidarnosti, in če to torej vse skupaj združimo, potem sem prepričan, da nam bo uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Novi predsednik, novi nagrajenci in 2 stalnici. 32 let star obrtniški zbor Kulturnega društva Pavza iz Selnice ob Dravi ter mnogo starejša slovenska pesem. Tokrat Pod oknom. Vso pozornost pa zdaj namenjamo nagrajencem.
Vsako leto, kot veste, Zadružna zveza podeljuje priznanja zadružnikom, zadružnim delavcem in zadrugam za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in utrjevanju kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Po sklepu njenega upravnega odbora bomo letos podelili 19 priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in eno za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Priznanje ob jubileju pa prejme ena zadruga. Vsem seveda, že kar na začetku, iskreno čestita in podeljuje tudi priložnostno nagrado Deželna banka Slovenije. Priznanja pa bo izročil predsednik Zadružne zveze. Gospod Vrisk, prosim. Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo Janez Albrecht na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge M. Sora Žiri. Za dolgoletno prizadevno delo v zadrugi, v njej je zaposlen že 25 let, danes skrbi za odkup lesa in živine, je delaven, preudaren in dobro pozna kmetijsko problematiko. Kot aktiven član kmetijskega odbora zadruge si prizadeva za dobro sodelovanje med zadružniki in zadrugo. Janko Arlič na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina za prispevek k razvoju zadruge in zadružništva v regiji in širše. Kmetuje na zelo napredni kmetiji, ki jo je začrtal že oče in se ukvarja živinorejo. Že več kot 20 let aktivno sodeluje v organih upravljanja zadruge, bil je predsednik upravnega in nadzornega odbora, od ustanovitve Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je aktiven v njenih organih. Prizadeva si za večjo povezanost kmetov v zadrugi, povezanost pridelave in slovenske živilsko-predelovalne industrije in za dobro sodelovanje zaposlenih in članov zadruge. Boris Bolčič na predlog Kmetijske zadruge Agrarija Koper za dobro dolgoletno sodelovanje z zadrugo. Z družino na majhni kmetiji v vseh letnih časih na integriran način pridelujejo zelenjavo. Skrbijo za stalno kakovost zelenjave, jo dopolnjujejo z nenehnim iskanjem novih sort tudi s pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije. Na zgledno urejeni kmetiji imajo vedno odprta vrata za obiske mladih, ki študirajo na kmetijskih šolah, tako iz Slovenije kot držav Evropske unije. Benjamin Čebron na predlog Kmetijske zadruge Vipava za dolgoletno zgledno sodelovanje z zadrugo je največji proizvajalec mleka v Vipavski dolini. Priredijo ga več kot 650 tisoč litrov. Z družino kmetijo stalno razvija in povečuje. Je dolgoletni član Kmetijske zadruge Vipava, kjer aktivno sodeluje v organih upravljanja in nadzora zadruge. Od ustanovitve je član njenega živinorejskega odbora, kjer si prizadeva za razvoj panoge in zadružništva. Marjan Čuček na predlog Kmetijske zadruge Lenart za dolgoletno zavzeto delo v zadrugi. Tej zadrugi se je pridružil leta 1982 kot pospeševalec zadružne enote Lenart Voličina. Kasneje je bil pospeševalec za govedorejo, komercialni referent v maloprodaji in od leta 1996 vodja maloprodaje. Svoje delo opravlja z velikim veseljem, vestno in odgovorno, odlikujete ga poštenost in pripravljenost vedno pomagati sodelavcem. S strokovnim znanjem je nepogrešljiv svetovalec kmetom pri nabavi kmetijskega materiala in mehanizacije. Vseskozi je aktiven tudi v odborih zadruge in že 6. mandat sodeluje kot član upravnega odbora zadruge. Društvo podeželskih žena Gornja Radgona na predlog upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Priznanje dobijo za prizadevanja pri ohranjanju kulturne, etnografske in kulinarične tradicije slovenskega podeželja. Naslednje leto bo društvo praznovalo 40 let. Članice skrbijo za ohranjanje značilnih kulinaričnih dobrot domačih krajev. Že več desetletij pripravljajo tradicionalni dan žetve na Spodnji Ščavnici, organizirajo in izvajajo različna izobraževanja, sodelujejo na razstavah in prireditvah. V svojih vrstah imajo tudi mlado kmetico leta 2013. Že vrsto let so nepogrešljive tudi pri pogostitvi udeležencev te prireditve. Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije in v njihovem imenu bo prevzela priznanje gospa Jožica Jančar.
In kolikor vem, nas vabijo tudi po prireditvi tule ven v ta del. Jože Hedl na predlog Perutninarske zadruge Ptuj za dobro sodelovanje z zadrugo in uspešno delo v njenih organih. Jerejec piščancev na turnusih zredijo 45 000. Poleg tega se kmetija ukvarja s prirejo mleka. Imajo 120 krav molznic. Že 3. mandat je član upravnega odbora. Perutninarske zadruge Ptuj je član še drugih zadrug, povsod pa si prizadeva za aktivno reševanje težav v kmetijstvu in zadružništvu. Franc Kalan na predlog Kmetijske gozdarske zadruge Škofja Loka za njegovo zgledno sodelovanje z zadrugo. Je ustanovni član zadruge, ves čas aktiven v organih upravljanja in nadzora zadruge. Od 2006 do 2010 je bil tudi njen predsednik. Kmetuje na družinski kmetiji, ki je usmerjena predvsem v proizvodnjo mleka. Kmetija se ukvarja tudi s proizvodnjo električne energije na sončne celice in ljubiteljskim čebelarstvom. Branko Korošec na predlog Kmetijske zadruge Ptuj za dolgoletno dobro sodelovanje z zadrugo. Gospodari na 150 hektarjih kmetij z več kot 100-letno tradicijo, ki jo je nasledil po očetu. Kmetija je usmerjena v živinorejo in poljedelstvo, je član upravnega odbora področne zadruge Gorišnica in veteran vojne za Slovenijo. Robert Korošec na predlog Kmetijske zadruge Domžale za njegovo dolgoletno zvesto sodelovanje zadrugi. Svojo kmetijo, ki se ukvarja s prirejo mleka, je ustvaril iz majhne stare kmetije, na kateri je zgradil nov hlev in hišo ter posodobil strojni park. Že 4 mandate je član nadzornega odbora zadruge, v tem mandatu tudi njegov predsednik. Aktivno sodeluje v strojnem krožku in govedorejskem društvu. Vinko Križman na predlog Kmetijske zadruge IG za dobro sodelovanje z zadrugo in doprinos k razvoju zadruge. Od ustanovitve zadruge je aktiven član upravnega odbora. Od leta 1996 do leta 2013 je bil predsednik zadruge. Na kmetiji, ki je usmerjena v vzrejo krav, dojil, kmetuje skupaj z ženo Marijo, hčerko in sinom. Poleg dela na kmetiji je vrsto let član kmetijskega odbora občine Ig, sodeluje pri ižanskih narodnih nošah in je aktiven v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Anton Kukenberger na predlog Kmetijske zadruge Trebnje za dolgoletno prizadevno delo v organih zadruge in dobro sodelovanje z zadrugo. Najprej je bil v tej zadrugi zaposlen, leta 1993 je postal na domači srednje veliki kmetiji, oziroma je ostal, in ta kmetija je usmerjena v mlečno proizvodnjo, kjer je še vedno aktiven, čeprav je kmetijo že predal nasledniku. Poleg dela na kmetiji je dolgoletni predsednik govedorejskega društva Trebnje. Društvo kmečkih žena in deklet na podeželju Medvode na predlog Kmetijske zadruge Medvode za uspešno delo društva ob njegovi 30-letnici delovanja. Društvo je prepoznavno v Medvodah, Vodicah in delu Ljubljane. Članice so v 30 letih pripravile različne razstave, imele vrsto strokovnih predavanj, kuharskih tečajev, organizirale so prvo srečanje kmetic ljubljanske regije in dale pobudo, skupaj z drugimi društvi, za ustanovitev Zveze kmetic Slovenije. Danes aktivno sodelujejo pri pripravi in organizaciji občinskih praznikov, organizirajo razstave in svoje znanje strokovno izpopolnjujejo tudi z ekskurzijami v tujino in z obiskovanjem kulturnih prireditev. Prijateljstvo, sodelovanje z drugimi društvi so stkale vezi, ki članice spodbujajo k aktivnemu delu tudi v prihodnje. Njihova podpredsednica, gospa Cirila Mis, bo prevzela priznanje. Jurij Novak na predlog Hmezat Kmetijske zadruge Braslovče za aktivno delo v organih zadruge in razvoj zadružništva tudi širše.
Ima srednje veliko kmetijo, ki se ukvarja s hmeljarsko proizvodnjo in pitanjem živine. Kot zvesti član zadruge, v kateri je bil tudi zaposlen, z delom v organih zadruge, svojim pozitivnim pristopom prispeva k uspešnemu delovanju zadruge v korist vseh njenih članov. Ivo Orehovec na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Kamnik za dolgoletno predano delo na kmetiji in dobro sodelovanje z zadrugo. Je mož dejan, požrtvovalen in aktiven na številnih področjih. Na hribovski kmetiji, ki jo je nasledil od očeta, lani pa predal sinu, z družino redijo 70 živali za prirejo, več kot 300 000 litrov mleka. Nesebično deli znanje z drugimi in je aktiven v zadrugi, pri gasilcih, v krajevni skupnosti, govedorejskih združenjih, strojnem krožku in še kje. Stanislav Plej na predlog Splošne kmetijske zadruge Črenšovci za zavzeto dolgoletno delo v zadrugi. 20 let je bil zaposlen v zadrugi. Od leta 2002 do 2009 je bil predsednik upravnega odbora zadruge, kasneje pa je postal predsednik nadzornega odbora. Z odgovornim in vestnim delom v zadrugi je pomembno prispeval k uspešnemu delovanju zadruge. Jože Starc na predlog Kmečke zadruge Krško za prispevek k razvoju zadruge. Jože je njen član od ustanovitve, je vinogradnik in že 3. mandat predsednik nadzornega odbora zadruge. Svojim delom, znanjem, poštenostjo in čutom za pravičnost je prispeval k uspešnemu in stabilnemu poslovanju in razvoju zadruge. Jože Šabec na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka za dobro sodelovanje z zadrugo. Na 13 hektarjih na kmetiji dopolnilnega značaja se ukvarja pretežno s poljedelstvom in gozdarstvom. Je ustanovni član Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka in aktiven v njenih organih. Trenutno je član nadzornega odbora. Kot predsednik agrarne skupnosti Slavina je ob žledolomu utrpela veliko škodo v gozdu, se trudi za čim hitrejšo sanacijo škode v gozdovih. Ivo Vrčkovnik na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec za predano delo v zadrugi in njegov prispevek k ohranjanju odnosov med sodelavci in člani zadruge ter za razvoj zadružništva. V zadrugi je zaposlen že 35 let. Je vodja področne zadruge Ledina Slovenj Gradec, kjer vodi odkup živine, upravlja 36 hektarji velikim pašnikom, plešivec pod Uršljo goro in vodi hčerinsko podjetje Poljana. Vedno najde čas tudi za družino. Že 40 let je gasilec in kot velik ljubitelj petja in igranja član kulturnega društva Podgorje. In zdaj bomo izročili priznanje za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Prejme ga Franc Pribožič na predlog Kmetijske zadruge Brežice za trajen doprinos k razvoju zadružništva in kmetijstva v Sloveniji. Torej Zadružna zveza podeljuje to priznanje. Franc Pribožič je z dušo in srcem predan kmetijstvu in zadružnim vrednotam. Uspešno je gospodaril na domači kmetiji, jo obnavljal in širil, povečeval proizvodnjo in jo pred leti predal sinu. Z zadružništvom se je srečal leta 1972, ko se je zaposlil v Tok Agrarije Brežice, zvest mu ostaja še danes. Sodeloval je pri organiziranju aktivov mladih zadružnikov ter kmečkih žena, bil je prvi predsednik in soustanovitelj mlečne skupnosti Dečno selo Glogov Brod. Pomagal je pri organiziranju strojne skupnosti. Od leta 1981 do 1990 je bil mentor aktiva kmečkih žena Brežice. Vseskozi je bil aktiven tudi v organih domače zadruge. Bil je predsednik nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije, večkratni podpredsednik in član upravnega odbora Zadružne zveze, predsednik in član strokovnih odborov zveze, je ustanovni član Kmečke liste, Društva za razvoj kmetijstva in podeželja, 2 mandata tudi njen predsednik. Aktivno deluje v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kjer je že 3. mandat član sveta zbornice, je član upravnega odbora in številnih strokovnih odborov zbornice. Vedno in povsod si prizadeva za razvoj in napredek
ter boljši ekonomski in socialni položaj slovenskega kmeta. In zdaj bomo izročili še priznanje o posebni priložnosti, ki pa ga prejme Kmetijska zadruga Vipava za 120 let delovanja. Leta 1894 so vipavski vinogradniki v želji po prodaji vinskega pridelka ustanovili prvo vinsko klet na Slovenskem. Registrirana je bila kot Vipavska vinska zadruga s pravilnikom, ki je natančno določal pravice in dolžnosti članov. 2 leti kasneje so v Vipavi ustanovili kmečko hranilnico in posojilnico. Z njunim sodelovanjem so si vipavski kmetje takrat zagotovili sredstva za financiranje odkupa in prodaje pridelkov tudi na bolj oddaljene trge. Zadruga je kljub pestri zgodovini nepretrgoma poslovala do danes. Kmetijska zadruga Vipava zastopa interese 619 članov in številnih kooperantov. Odkupuje grozdje, sadje in drugo za potrebe predelovalcev in svojim članom zagotavlja oskrbo z repromateriali, izobraževanje ter skrbi za kakovost proizvodnje na posameznih kmetijah. Zadruga je tudi večinski lastnik družbe Agroint Vipava 1894 Vipava d.d., ki se ukvarja s pridelavo in predelavo grozdja v vino, kletarjenjem in prodajo vina. Letos pa se je trgu predstavila z novo celostno podobo ob 120-letnici obstoja. Zadruga odkupuje sadje za potrebe družbe Fruktal iz Ajdovščine, kjer so skupaj oblikovali uspešne izdelke lokalne pridelave Vipavska breskov. Tudi v prihodnje bo zadruga spodbujala vinogradniško proizvodnjo v Vipavski dolini, povečevala odkup grozdja za potrebe vinske kleti, odkupovala sadje in zelenjavo, vzpostaviti pa namerava tudi lastno trgovsko mrežo, uvajati nove dejavnosti in skrbeti za čim večjo povezanost članov. Priznanje bo prevzel predsednik zadruge Aleš Kosovel. Iskrene čestitke še enkrat vsem dobitnikom priznanj, ki jih seveda vabim, da ostanejo do konca naše prireditve, kajti kot veste, na koncu se vedno zgodi zgodovinski dogodek. Toda o tem kasneje, zdaj imamo samo še tole, radi bi prisluhnili še eni prelepi koroški narodni pesmi, Mal čez jezero, potem pa bomo priče slavnostnemu podpisu listine o sodelovanju med Kmetijsko zadrugo Radgona in Kmetijsko zadrugo Petrovče. Chen
Zdaj vabim predsednika in direktorja Kmetijske zadruge Gornja Radgona, gospoda Jožeta Bračka in Danila Rihtariča, in predsednika in direktorja Kmetijske zadruge Petrovče, Frančiška Gajška in Marka Gominška. Ta listina o sodelovanju, ki jo bodo zdaj pred nami podpisali, potrjuje dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje med zadrugama in gradi zadružno zavest med člani. In medtem, ko poteka ta slovesni del, sem prej namignila, zakaj prosim vse dobitnike priznanj, ne počakajo na ta zgodovinski trenutek. Ja, običajno se takšno priznanje prejme enkrat in to je priložnost, da tudi naredimo skupno fotografijo, ki nam ostaje za vse večne čase kot spomin, da so opazili to, kar smo delali, in da smo delali dobro. To sicer vemo sami, pa vendar z leti človek rad pogleda na fotografijo in reče, aha, tole je pa potrditev tega, kar smo doslej počeli. Tako. Še eno sodelovanje je tudi uradno potrjeno, pa naj kdo reče, da Slovenci ne znamo držati skupaj. Seveda znamo, pa zadružniki še posebej. In zato običajno rečemo tudi na zdravje. Čeprav nas pevci potem takoj opomnijo, ti pobeč, jak ne lumpej. Ampak to velja samo za popče. Kaj pa za nas, dekleta pa ne, ne? Čikel tudi zvlač moli. Najbrž ma že ves razcuhan, kviška še kaj vaši. Tralala, tralali, šipaleni. Jaz pa, moj glažek, pasti tak ne morem, dokler še mala udihvate moram. Jaz pa koj luk, 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 jaz pa koj luk, 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 luk. A pijanos je nemanos, pa zazvilem vsak čehan. Je mojga tvoča zadelała, šocia mojga mladeha.
Svariva sem te počelu, odlupajala se v šlovu. Al ti pa nisme slišal, uzamarjale zavisto. Se bom pobrala, kar imam, odlej pa pojdem tam nekam. I krejš pa vzdolž lokajno, sahaj na jem, na rajno. Jaz bi rad se najnevil pa rdeče kape nejno, rdečo kapo že dobil pa pušeca še nejno. Jaz pa za noge človeka ti bo pušec dala, jaz jo pa poljubo bom, kako se bo smejala. Hvala lepa Obrtniškemu zboru Kulturnega društva Pavza iz Delnice ob Dravi in umetniškemu vodji Gregorju Zavcu. Hvala vsem govornikom. Tole lučko nam je najbrž nekdo ugasnil, ki se ni strinjal s tem. In bo zdajle z veseljem nazdravil tukaj zunaj, pred to dvorano, in sicer z Agroindovimi vini iz Vipave. In verjamem, da boste tudi vsi uživali ob dobrotah, ki so nam jih pripravile kmečke žene iz Gornje Radgone. Seveda dober tek, prijetno druženje. V teh dneh pa nikakor ne spreglejte hale B, kjer Zadružna zveza seveda čaka na to, da pridete, se pogovorite, pokramljate. Skratka, vsem želimo prav prijetno bivanje še na 52. mednarodnem živilsko-kmetijskem sejmu tukaj v Gornji Radgoni. In zdaj vsi povabljeni ven, razen dobitnikov priznanj. Vas poprosim, če pridete semle na eno krasno skupinsko ali 5 skupinskih fotografij. Hvala lepa.